Tako, spoštovani in spoštovane, prav lepo pozdravljeni in dobrodošli na slavnostni podelitvi nagrad Ljubljanske borze za leto 2024 v Unionski dvorani. Za nami je zelo uspešno borzno leto z visoko rastjo domačega delniškega trga, kjer so se prav vse delnice prve kotacije podražile vsaj za 10%. Kotirati so začele ljudske obveznice. Ministrstvo za finance je zdaj v okviru strategije razvoja trga kapitala v Sloveniji in končnega cilja Ljubljansko borzo do leta 2030 pripeljati do statusa trga v razvoju pripravilo predlog uvedbe individualnih naložbenih računov INR. To bo kratica dneva, to bo rdeča nit okrogle mize, ki jo bomo lahko spremljali pred podelitvijo nagrad. Še prej nam bo državna sekretarka z Ministrstva za finance Nikolina Prah predstavila individualne naložbene račune. Najprej pa bomo uvodnih 15 minut prisluhnili predstavitvi slovenskega in hrvaškega kapitalskega trga, ki ga je pripravil Klaus de la Torre, vodja trgovanja z vrednostnimi papirji pri Raiffeisen Bank International. Predstavitev bo potekala v angleščini. Mr. de la Torre, welcome to the Ljubljana Stock Exchange Award ceremony. The stage is yours. Dobrodošli, sorry, I apologize. This is the only Slovenian word I learned. Warm welcome from Raiffeisen Bank International. Many thanks to the Ljubljana Stock Exchange for inviting us to this great event. My colleague Rok Stibric will give us a quick update on our fundamentals and on the research side. And I will give you a quick briefing on how we can support you in our new setup with our partner ODDO BHF. Many thanks, and I pass on to Rok. Thank you. Lep pozdrav še z moje strani. Good morning, everyone. My name is Rok Stibric, and I have the pleasure to say a few words on Slovenian and Croatian stock markets. Every story, at least if it's a good one, starts with some macro overview. I'll just briefly touch upon the main findings of our analyst Zrinka. As you all might know, Slovenian economy in 2023 grew at much faster pace than other economies in the Central Europe. However, this growth has now slowed down in 2024. Government investments, particularly in healthcare and post-flood reconstruction efforts, have been the major driver of the growth in this year. Although we still see very strong support coming from private consumption, thanks to increases in wages and record low unemployment rate, of course. Looking forward, this fiscal discipline that Slovenian economy demonstrated in the past years, having the budget well under control, budget deficit, well under control, below 3%, and very nice development in the public debt decrease over the years. So overall, our outlook on the Slovenian economy remains very much positive. And now moving on to Croatia, the story is similar but slightly different. This year, the economy has been performing very well. In the first half, we had 3.6% growth. For third quarter, this growth is even expected to be approaching 4%, thanks to very good developments in the summer due to the tourist season, and of course, unemployment rate being below 5%, as well as increase in disposable income of the households. This is something that also sparked the consumer optimism. So disposable income increasing thanks to a double-digit increase in real wages, which also, on the other hand, prompted some questions on whether this sustainability of
wage increases is something that markets can count on going forward, or whether the competitiveness in international framework is going to be difficult to maintain. However, Croatia is one of the leading countries when it comes to utilization of the EU funds. This is positively translated also in the construction sector. There are numerous investments in infrastructure, particularly in the public sector, and having on the other side also very good financial discipline, reducing public debt, gives our analysts and investors comfort that these markets are showing really good prospects for 2025 and beyond. Now, moving on to more familiar topics, at least for myself, Slovenian stock exchange market, the SBI Top. Slovenian blue chips, as already mentioned before, performed amazingly this year. We have average growth in the index of more than 30%. You can see NLB, Sava, and Petrol leading the chart. And in terms of the broader index, there's like 3 companies that exceed the market cap of 1 billion, which is, according to our talks with investors, the spot where these companies become also very interesting for international investors. One positive characteristic of the Slovenian market, of course, is the very attractive dividend yield. We have around 5 to 6% dividend yield on average, so very important for investors who prioritize dividend income. However, on the other side, we see a bit of challenges when it comes to share liquidity, not only in Slovenia, but also in all the neighboring markets. And there's been quite limited coverage of analysts of specific issuers. As you can see in Slovenia, apart from NLB and Krka at the moment, there are only few stocks that are covered by more than 2 analysts. In Croatia, we have a similar story. Perhaps the dividend yield is not approaching the same levels as in Slovenia, but on the other side, there's more of price appreciation. So since 2022, Croatian stock market rebounded really nicely. There was a 50% increase in the index. There are 5 issuers that exceed the market cap of 1 billion euros. And as I said before, similar story when it comes to analyst coverage. Mainly Atlantic Grupa, Končar, Valamar are the stocks that are under detailed look of analysts and investors. And there's other stocks that perhaps don't get the right attention in the international framework. When it comes to our universe, we have 3 issuers that we follow diligently. These are NLB, Sava, and Triglav. On Sava, my colleague Jovan recently issued a buy recommendation. NLB is the best performing stock in the CE banking sector with 50% increase year to date. It's still not trading at excessive multiples. And with the Q3 results, we've seen that successful integration of Summit Leasing also positively supported the overall very robust results. With Sava, we see growth potential in insurance density and penetration in the region in the next years. The stock is offering a very attractive dividend yield with more than 5% on average. And in the Q3, we've seen that the company successfully navigated the NatCat related claims. So in comparison to last year, the company will achieve a substantial increase in profits this year. Last but not least, we have Triglav, the leading insurance group in the region. Besides the drivers that I mentioned already, the growth in the region, the company has also very solid capitalization, recently supported by increase of the subordinated bonds.
And in the Q3 results, the company was also very vocal about their strategic plans by 2030, which I have to say is not seen amongst all the insurers in the region. So the company really is confident and committed to their plan, which includes, by the way, around 400 million to be returned in dividends in these years. Moving ahead, taking a bit broader look, we looked at the most important markets in the region. I would not go too much into the details, but SBI Top is now leading the table this year. As you can see also on the left-hand side, it doesn't require a more developed capital market, for example, like the Austrian or the Polish, to get to a nice return when it comes to price appreciation. And this is why we at Raiffeisen are committed to bring these interesting equity stories closer to Western investors who might overlook some of the attractive opportunities in the region just because they are not so familiar with this. And of course, I cannot avoid saying at least one word about the recent developments. Everyone is aware of the presidential elections in the United States. Our economists and analysts have taken a broader look at possible implications. And of course, with Mr. Trump coming back at his office in the White House, is definitely very favorably accepted by investors in the United States. They expect significant tax reductions and deregulation that will positively impact the corporates. On the other side, of course, the losers are mostly European corporates who will face challenges, for example, in shape of tariffs. And we see further difficulties in sectors such as automotive, e-mobility, oil and gas, and, for example, steel. I would just take the opportunity to also briefly introduce our team. We have 8 analysts at the moment, a very good mix of youth and experience, also covering different sectors from, for example, from telcos to financials, real estate, industrials, and materials. We will also be supported by another analyst joining next year who will focus on industrials and materials. And we, of course, have spread our coverage through all key markets in the Central and Eastern Europe. When it comes to our products, 2 main products that we are offering are full coverage on one hand. This includes identification of the most important company characteristics and the equity story. Of course, it also includes analyst estimates of the business plan going forward and the full valuation with target price and recommendation. There are at least 2 updates per year, together with 4 quarterly comments on the earnings, and this product can be combined with other products that we offer as well. On the other side, we have the Spotlight research product, which is tailored for unlisted and listed companies that perhaps want to attract not only institutional investors, but also private investors. In this product, we include comprehensive benchmarking with comparable public companies, and make sure that we post 2 updates per year after consultations with management. A significant advantage of this product is in terms of costs. It comes at much lower cost than the full coverage. And what is particularly important, there are no restrictions on rights to publish this product online. So, for example, companies can put it on their website. They can be freely shared with investors, as there is no MiFID II compliance required. Just to sum it up, this Spotlight research is something that we use to increase the marketing efforts with investors and media. Is offered to unlisted and listed companies, and there's a possibility to bundle it with market making, or with full coverage. And last but not least, there is no MiFID II restriction, so these reports can be shared freely.
Having said this, I would pass on the word to my colleague Klaus again. Thank you very much. Yes, thank you very much. So I think the biggest challenge we are facing at the moment is liquidity in the markets. I just met with Austrian companies last week, and it's exactly the same situation here as in Slovenia, and I think it's across Europe, that it is getting more and more challenging to attract small cap investors to get into our stocks in Austria and CE. And one important issue is, of course, liquidity. And here I just want to mention, and I see that Raiffeisen is one of the biggest liquidity providers in the region, with more than 170 market-making mandates across Austria and CE. We have here a lot of special solutions as well, tailor-made solutions for companies. So if you're interested to look into the details, just approach me. Happy to support here. What I always mention, of course, a market maker can provide an attractive spread and good quote size, but finally, to get the liquidity traded, you need client activity. Without clients, and if you have 10 market makers, there will be no trading. This is why I think it's important. To be active, go out and have access to a big platform of investors. And this was the reason why we started the strategic project 2 years ago. And now I'm happy to announce that we will start our cooperation with ODDO BHF at the beginning of next year, so with February. So Raiffeisen Research and Sales will join ODDO BHF platform. This is one of the biggest pan-European brokers in Europe. Just to give you some numbers here. So for the future, our team will be, we will have 80 research analysts. The sales team is also growing significantly. So we will have an equity sales team of 50 salespeople across Europe and in the US. We have a lot of sales traders, of course, more than 20. And there are many events where we will integrate our product in to promote Austria and CE on this platform. The biggest USP is to simplify it, that on ODDO BHF has a client coverage of 800 institutional investors onboarded in Europe and in the US. And as soon as we are joining, we immediately have access to these investors. So with our research coverage, we immediately, these investors are then our potential targets. As a small local broker, it is very difficult and challenging to get on these big names. We are on this list, and combining then the advantage of a local broker and of a big pan-European house. And this is the most important message. And for the next year, you see here just the numbers in detail. So 800 stocks pan-European as mentioned. And beside Raiffeisen, you have there ABN AMRO, BBVA, Natixis and Commerzbank, which bundled their power in this platform. To give you also a number on the primary market transactions in the year 2023, we had here, this is the client base, we had here ODDO executed more than 100 equity capital market transactions. And our task is now to roll out Austria and CE and to integrate it on this big platform, which will be an upside. You see, for example, there are several events, but I have to look on time. We are exactly on time. So next year, many thanks again to the Ljubljana Stock Exchange for inviting us.
when we are back next year, and we will be back not as Raiffeisen standalone, so we will be back as Raiffeisen ODDO BHF. Many thanks. Looking forward to meeting you again. Thank you. Thank you very much for this presentation. Ja, lepo je slišati tudi od zunanjih opazovalcev, kako pozitivno govorijo o domačem oziroma slovenskem delniškem trgu. No, v želji, da se še poveča zanimanje državljanov za vrednostne papirje, Ministrstvo za finance pripravlja individualne naložbene račune, ki bodo posameznikom omogočali davčno ugodno dolgoročno vlaganje, Ljubljanski borzi pa predvidoma večjo likvidnost. Obširneje nam bo predvidene ukrepe s poudarkom na naložbenih računih v naslednjih 15 minutah predstavila državna sekretarka Nikolina Prah. Vsem skupaj želim prav lep pozdrav na današnjem dogodku Ljubljanske borze. Posebna zahvala tudi ekipi Ljubljanske borze, ki vsako leto ta dogodek izvede, se potrudi in je že prepoznavan tako med strokovno kot tudi splošno javnostjo. Kot je bilo napovedano, moj namen je danes predstaviti, kaj na Ministrstvu za finance delamo na področju razvoja kapitalskega trga. Zelo vesela sem, da bo mojemu uvodnemu govoru sledil panel z izbranimi strokovnjaki, ki zelo dobro poznajo stanje na našem trgu in bodo lahko dali zelo dober vpogled, ali je smer, ki smo si jo zadali, primerna, ali bilo mogoče dobro na katerih področjih narediti preusmeritev oziroma tisto, kar smo si zadali, dvigati na nek drug nivo. Tako da še enkrat zahvala Ljubljanski borzi za povabilo. Namen moje današnje predstavitve je, da vam torej predstavim aktualne stvari, ki jih počnemo na Ministrstvu za finance v okviru naše strategije razvoja kapitalskega trga, ki je brez spleta lani. Želela bi poudariti, da to ni zgolj neka kljukica, ki smo si jo na Ministrstvu za finance naredili potem, ko je bila strategija sprejeta, to je bil namreč mejnik v načrtu za okrevanje in odpornost, ampak smo takoj pristopili aktivno k njenem izvajanju. Zdaj, v tem času se ukvarjamo predvsem s 3 projekti. Prvi, ki je bil tudi izpostavljen v uvodnih besedah, je del drugega stebra naše strategije, torej povečanje finančnih inštrumentov na naših trgu, predvsem v segmentu obveznic. Torej je bila letošnja prva izdaja državnih obveznic za male vlagatelje. To izdajo smo ocenili kot zelo uspešno, prepoznavno, lepo je bila sprejeta tako med mediji kot tudi med vlagatelji. To je bil eden izmed ukrepov naše strategije, ki pa ne bi želeli, da je enkraten, ker to je drugače kar nekaj. Tako da bi želeli, da bi stvari peljali naprej, da bi bile kontinuirane, da bi bile vsakoletne ali pa vsaj predvidljive izdaje. To pomeni, da bi zaželeli ta segment vlagateljev ohraniti, če jim ta finančni inštrument ustreza, če so okoliščine, da so vložili v ta inštrument, zanje primerne. Kar pomeni, da tudi tisti, ki so na primer letos kupili obveznico in bo po koncu ročnosti, torej po 3 letih, lahko torej ponovno investirajo v ta segment finančnih inštrumentov in zdi se nam pomembno, da to torej ohranjamo. Začeli so se že pogovori o tem, o novi izdaji, ki bi jo imeli v začetku naslednjega leta. Seveda podrobnosti še niso znane, predvsem pa moramo počakati, da bo minister dal zeleno luč, tako da potem bomo lahko tudi več na to temo povedali. Naslednji ukrep oziroma projekt, s katerim se tudi intenzivno trenutno ukvarjamo, gre pa za 3. steber naše strategije, torej finančno opismenjevanje, je, da smo tudi kmalu po sprejemu strategije ustanovili precej široko, veliko medresorsko delovno skupino za nacionalni program finančnega opismenjevanja. Ta skupina je zdaj pri koncu s svojim delom, ne vem, če kaj spremljate, ampak ravno prejšnji teden je bil objavljen osnutek tega nacionalnega programa, ki je v javni obravnavi. Poudarila bi oziroma izpostavila bi zgolj 2 ključni, bom rekla, aktivnosti, ki se bomo lotili po sprejemu tega nacionalnega programa. In sicer prva je vzpostavitev spletne strani z vsebinami o finančnem opismenjevanju za različne segmente prebivalstva. To si želimo, da bi takoj po sprejemu nacionalnega programa tudi nekako javno, bom rekla, obelodanili, lansirali in na nekem dogodku tudi predstavili, kakšne bodo te vsebine.
kdo bo vse v uredniškem odboru te spletne strani, kako se bodo te vsebine nalagale. Želimo si, da je čim bolj interaktivno, prijazno uporabnikom in različnim skupinam, torej, ki jim je to namenjeno. Druga pomembna aktivnost, ki verjamem, vsaj da je za vas prisotne zelo zanimiva oziroma jo podpirate, verjamem, se o tem govori že kar nekaj časa, da bomo začeli aktivno delati na tem, da bi v šolske kurikulume kot obvezen predmet dali tudi finančno opismenjevanje. Za Ministrstvo za finance je to kar pomemben projekt, predvsem ga pa podpira naš minister, ki bo zelo vneto zagovarjal to tudi na vladi in si želimo torej, da se o tem začnemo pogovarjati z vsemi relevantnimi deležniki in da se končno to tudi pripozna kot pomembne veščine, ki jih mora vsak mladi, ko konča osnovno šolo ali pa kasneje tudi srednjo šolo, poznati za neko samostojno življenje. Ta sam nacionalni program oziroma ta osnutek nacionalnega programa finančnega opismenjevanja je trenutno v javni obravnavi do 20. decembra, tako da dobrodošli, če boste imeli čas, voljo, preberite, poglejte, predlagajte spremembe, vsekakor bodo dobrodošle pred sprejemom končnega programa. No, zdaj pa ta osrednja tema, ki je bila že najavljena in bo tudi verjetno predmet debat na današnjem panelu, torej predstavitev izhodišč za individualni naložbeni račun, oziroma krajše bom rekla INR, da se ne bom skozi ponavljala. Tudi tukaj pri tem projektu moram povedati, da smo takoj po sprejemu strategije ustanovili delovno skupino, ki je sestavljena seveda iz pravzaprav vas industrije, torej predstavnikov različnih združenj, regulatorja, Agencije za trg vrednostnih papirjev in predstavnika Ministrstva za finance. Naj samo povem, da ta ukrep, ko smo ga dali v strategijo, je bil eden tistih, ki ni bil del analize Evropske komisije, kaj moramo na našem trgu izboljšati. To je bil ukrep, ki ga je pravzaprav predlagala industrija skupaj z regulatorjem. Ko smo ga na ministrstvu dobili, smo ga dobro proučili in se nam je zdelo, da to pa je neka korak naprej na našem trgu v prepoznavnosti sploh kapitalskega trga med malimi vlagatelji. Tako da smo na tem projektu precej intenzivno začeli delati in se zdaj bližamo koncu. Ravno prejšnji teden je bila še nekako med zadnjimi sestanki delovne skupine, kjer smo predstavili izhodišča, seveda so bile dane določene pripombe, predlogi za izboljšavo. Tudi danes ravno sem imela predstavitev na Strateškem svetu za davke in je bilo tudi pozitivno sprejeta so bila izhodišča tega zakona oziroma te ureditve. Bomo pa seveda zadevo še preučili z vidika pripomb in v nekaj naslednjih dneh dali tudi v javno obravnavo, tako da vsi tisti, ki ne boste vedeli ali pa ne veste, o čem govorim, si boste lahko v nekaj dneh to tudi prebrali. Zdaj pa, kaj so osnovne značilnosti oziroma kaj je sploh funkcija tega računa. Bistvo, ki smo mu sledili, je, da je ta račun enostaven za uporabo, administrativno čim manj obremenjujoč za vlagatelja in da je stroškovno privlačen za vlagatelje in da se ga tudi nekako stimulira skozi obdavčevanje. Ko smo naslavljali vse te cilje, smo nekako prišli do naslednjih rešitev. Tak individualni naložbeni račun bi lahko imela fizična oseba v Republiki Sloveniji, ki je davčni rezident Republike Slovenije. Lahko bo imela en tak račun, torej zakaj to poudarjam, ker če ga bo kadarkoli zaprla, novega takega računa po trenutni predlogu zakona ne bo mogla odpreti. Lahko bo račun miroval do 10 let, torej če ga ne bo želel še zapreti, pa ne boš imel sredstev na njem, bo lahko zadeva mirovala in se potem kasneje reaktivirala. Če ga pa enkrat zapreš, potem pa na novo naj ne bi račun več mogli odpreti. Na tem računu se hranijo torej finančni inštrumenti, denarna sredstva. Finančni inštrumenti, no tukaj je potekala tudi velik del debate na obeh panelih, kjer sem že predstavila ta inštrument oziroma ta račun, je, kateri so tisti inštrumenti, s katerimi bo lahko vlagatelj trgoval. V trenutnem predlogu zakona so to tisti, ki smo jih prepoznali kot najbolj osnovne, torej delnice, zakladne menice, obveznice, enote kolektivnih naložbenih podjemov in ETF-ji, vsi ti, ki kotirajo na organiziranih trgih. Zdaj, zakaj smo izbrali organiziran trg? Ker gre za trg, ki ima določena pravila, ki je predvidljiv oziroma je v vsakem trenutku, v vsakem dnevu znana tržna cena posameznega finančnega inštrumenta, ki ima tudi ustrezna pravila regulacije, kot so prepoved zlorabe trga, ima svoje regulatorje. Veliko debate je šlo tudi v smeri, zdaj, na katerih trgih finančne inštrumente se lahko kupuje. Trenutno
je v predlogu zakona napisano, da so to trgi EU, EGP, torej Evropskega gospodarskega prostora in OECD. Veliko debat, verjamem, tudi na delovni skupini oziroma nasploh interno na MF-ju smo imeli, da bi dali v predlog zakona neko obvezo, 10 ali pa bomo rekli 20% finančnih inštrumentov na računu mora biti vloženih v slovenske finančne inštrumente. To v tem trenutku nismo dali v zakon zato, ker je bilo presojeno, da je to lahko problematično z vidika EU prava in je tako trenutno napisano samo, kot sem prej omenila, kateri trgi. Zdaj, tukaj bom jaz svoje mnenje povedala, ki pa ni mnenje Ministrstva za finance, bomo pa o tem še debatirali. Vsekakor je slovenski kapitalski trg, smo ga zdaj tudi videli, sicer kako lepo je bil predstavljen, ampak dejstvo vseeno je, da smo med manj razvitimi v EU-ju. Če želimo, kar se tudi zdaj zadnjo leto veliko o tem govori, da bi imeli na EU ravni neko unijo kapitalskih trgov, kjer bi imeli vsi enake možnosti, je težko vzpostaviti neko tako unijo, če imaš neke zelo razvite trge, neke pa v bistvu praktično nerazvite. Kar pomeni, da tudi če bi v Sloveniji sprejeli to vrsten ukrep z vidika EU ali pa z vidika kapitalskega trga EU, je moje mnenje, da to posebnega vpliva ne bi smelo imeti. Sploh pa ne na neko izkrivljanje ali konkurence ali prostega pretoka kapitala. Ne nazadnje je to tudi strateška usmeritev naše države, tako da se da tudi na tak način obrazložiti, zakaj bi lahko bila tudi določena lokacija v slovenske finančne inštrumente. Tukaj bom zelo hvaležna in vesela, če bo tudi panel na to temo kakšno rekel, da vidimo tudi strani strokovnjakov na tem področju, kakšno je njihovo mnenje. Sam račun časovno, sem prej mogoče pozabila omeniti, ne bo omejen, bo pa omejen oziroma je predvideno, da bo omejen po višini vplačil. V trenutnem predlogu zakona oziroma izhodiščih je navedeno, da so ta vplačila lahko do 100.000 evrov v celoti, torej v času trajanja tega računa, pri čemer na letni ravni bi prvo leto lahko vplačal 20.000, naslednja leta pa 5.000 evrov. Zdaj, zakaj smo postavili te omejitve? 100.000 evrov je nekako smo povzeli iz izdaje državnih obveznic, ko smo tudi pri tej višini nekako razmejili male in velike vlagatelje. Tako na delovni skupini kot na strateškem svetu za davke je bilo nekako pripominjano, da je to lahko nekoliko nizka višina, sploh ker je to en račun, ki ga imaš v življenju, tako da bomo vsekakor ta del še preučili in videli, da je to res optimalno 100.000 ali bi bilo primerno to višino spremeniti. Zakaj 20.000 prvo vplačilo? Zdaj, namen tega zakona je tudi, da se malim vlagateljem bolj približa varčevanje oziroma nalaganje sredstev tudi na kapitalskem trgu, da se jim spodbudi k dolgoročnemu varčevanju in spoznavanju pravzaprav inštrumentov, ki na tem trgu so. Torej, s tem naslavljamo posredno tudi finančno izobraževanje. In prav zaradi tega smo želeli, da prvo vplačilo, ki je, ker gre za prenos tudi mogoče določenih sredstev bančnih depozitov oziroma vlog na vpogled, ki jih ima velika večina oziroma veliko naših prebivalcev, da bi lahko ob prvem vplačilu to vplačilo bilo nekoliko višje kot kasneje. Gre za to, da gre tukaj za varčevanje oziroma za produkt, ki spodbuja varčevanje preko nalaganja na kapitalskem trgu. Zato je bil 5.000 evrov določen na način, da to je približno 400 evrov na mesec, kar pomeni na leto približno 5.000 evrov in se je presodilo, da to je nekako tista primerna višina glede na naše povprečne plače v Sloveniji. Tudi tukaj smo bili malo deležni pripomb, da bi lahko tudi ta znesek bil višji, tako da bomo tudi ta del preučili, me pa seveda zopet zanima mnenje tudi vas kot industrije, ki bo to izvajala. No, zdaj smo pa na ponudnikih tega računa. Ponudniki bodo vse tiste osebe, ki imajo dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov, tukaj tu gre za gospodarjenje s finančnimi inštrumenti, za sprejemanje in izvrševanje naročil. Tako da to bodo lahko torej tako banke kot BPD, tudi tisti DZU-ji, ki imajo to vrstna dovoljenja oziroma celo upravljavci alternativnih investicijskih skladov. Register teh ponudnikov bo vodila ATVP, ki bo tudi upravljala nadzor nad temi. Glede vseh teh omejitev, ki sem jih prej povedala za račun, bo pa vodil, bom rekla, registre, evidence FURS. Tako da vse te omejitve, ki bodo deležne na tem računu, bodo
morale biti tehnično urejene prek IT programov, da se bodo ustrezno zamejevale, torej od višine posameznih vplačil do tega, kateri finančni inštrumenti so tukaj predmet računa. Zdaj se pa še osredotočam na davčno obravnavo. Predvideno je, da bomo torej imeli dva zakona. En zakon, ki bo po vsebini obravnaval ta inštrument, in drugi, ki bo torej spremembe zakona o dohodnini, ki bodo naslavljale pa ta obdavčitveni del. Tukaj, se pravičujem, pa predvidujemo tako, da bo na tem računu boš imel lahko denarna sredstva in finančne inštrumente. Na ta račun se ti bodo tudi nalagale vse dividende, vsi donosi, torej obresti iz obveznic, iz zakladnih menic. To se nič ne bo obdavčevalo do trenutka, ko boš želel izplačati določena sredstva na svoj transakcijski račun. Zdaj bom probala čim bolj plastično predstaviti. Torej, če sem jaz vplačala 10 000 evrov in na dan X želim dobiti neko izplačilo, se bo na ta dan X ugotavljala, kakšna je tržna vrednost tvojega portfelja, naprimer, da je 20 000 evrov, jaz bom pa želela izplačilo 8 000 evrov, se bo iz teh 8 000 evrov plačal davek. Davek, trenutno davčna stopnja je predvidena na 15%. Predvideno pa tudi je, to je dano zgolj kot neka osnova za nadaljnjo debato, da po 15 letih, če zgolj vplačuješ na ta račun in ne delaš torej nobenih izplačil, da bi bil, bom rekla, spodbujan, torej k dolgoročnemu varčevanju, na način, da potem ne bi plačal davka v prvem izplačilu. Tukaj, ko smo dali to noter, smo šli vedoma bolj zato, da je to izhodišče za debato, ker vemo, da je to lahko problem z vidika naslavljanja cilja tega računa, ker to pomeni, da bo nekdo, ki bo imel donose po 15 letih, bo želel verjetno, če hoče biti davčno optimalen, izplačati celotne donose, ker bodo edino te brez obdavčitve. Tako da to ni najbolj optimalna rešitev in bom hvaležna tudi strokovnjakom z davčnega področja, če bodo našli kakšno bolj primerno. Druga skrajnost, o kateri smo se tudi pogovarjali na delovni skupini, seveda je, da po 15 letih sploh ne plačuješ davka. Tukaj so lahko določeni segmenti prebivalstva ali pa določene izjeme, ki bi potem imele nekoliko nenavadno ali pa drugačno obravnavo, naprimer, ker se lahko odpre tak račun tudi za otroka. Bi lahko otroku vplačal ob rojstvu 10 000 evrov in pri 18 letih, ko bi on začel upravljati s tem računom in kupovati in prodajati finančne inštrumente, ne bi nikoli plačal davka, ker bi že 15 let minilo. Tako da nekje vmes bi bila pravzaprav zelo dobra lahko usmeritev, kako ta del rešiti, da pa preveč ne zakomplicira samega sistema obdavčevanja, ki je trenutno predviden in je nekako enostaven tudi za izvajanje, kar smo tudi seveda naslavljali skozi ta inštrument. Moram povedati, da smo imeli s tem projektom na MF-ju kar precej dela. Seveda lahko razumete, da so lahko želje ali pa usmeritve cilji kapitalskega trga drugačni kot cilji, ki jih zasledujejo z davki. Tako da tukaj smo kar nekaj časa iskali nek kompromisni predlog, ki je ta, ki je pred vami oziroma ki sem ga danes predstavila in bo zelo dobro slišati tudi seveda vaš odziv. Ne želim biti predolga, ker sem po moje že izven tistih časovnih okvirjev. Tako da bi se želela še enkrat samo zahvaliti za priložnost, da smo lahko prikazali, kaj delamo. Veseli bomo tudi vašega odziva, če je ta smer prava oziroma kaj bi lahko še dodatno popravili. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost. Če ne bom slučajno imela priložnosti, pa še vse čestitke vsem dobitnikom nagrad letošnje podelitve Ljubljanske borze. Tako da hvala. Najlepša hvala, Nikolina Prah z Ministrstva za finance, za tole predstavitev osnutka uvedbe individualnih naložbenih računov, kar pa seveda ponuja številne iztočnice za mnenja strokovnjakov iz finančne industrije in tudi gospodarstva. Na vrsti je okrogla miza o naložbenih varčevalnih računih. Na oder prihajajo Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB-ja. Matko Maravič, izvršni direktor družbe Intercapital. Marko Bombač, predsednik uprave Ljubljanske borze. Bojan Ivanc, glavni ekonomist GZS-ja.
In vabljeni še enkrat na oder, gospa Nikolina Prah, državna sekretarka na Ministrstvu za finance. Dobrodošli v naši družbi, res zelo eminentne strokovnjake imamo. Začenjamo z gospodom Blažem Brodnjakom. Slišali smo torej predlog Ministrstva za finance glede individualnih naložbenih računov. Za začetek čisto na kratko, v nekaj stavkih, ali menite, da ima lahko uvedba teh računov eno od ključnih vlog pri razvoju slovenskega kapitalskega trga? Zagotovo lahko in vsak korak v tej smeri je dobrodošel. Je pa treba seveda razumeti, kaj se dogaja tudi v okolici. Ne? V zadnjih tednih in mesecih poslušamo zelo veliko o ambiciji kapitalske unije, ne? Evropske unije, kar pomeni, da je smiselno spremljati tudi, kaj se dogaja v soseščini. In vidimo, da kolegi na Hrvaškem o obstoječem ugodnejšem obravnavi kapitalskih naložb razmišljajo še o dodatnih spodbudah. Ne? In se mi zdi, da bi bilo primerno spremljati in se morebiti celo dogovarjati s kolegi v Italiji in na Hrvaškem in upeljati primerljive ukrepe. Ne, ker sicer imate takoj spet antagonizem. Ne. Na Hrvaškem je že zdaj dividendni donos obdavčen za 12%, kapitalski z 12 in po 2 nič. Ne, pri nas je 25 in 15 let. Ne, in seveda vsaka olajšava, ki pride v tej smeri, je dobrodošla, ampak še vedno se moramo zavedati, da se še vedno bistveno odstopa od ureditve v soseščini. Ne. In zdaj se lahko mi pri vsem pogovarjamo, da se primerjamo z Nemčijo, ampak Nemčija je izgubila kompas in Nemčija ni več meritorna primerjava. Ne. Moramo se dejansko osredotočiti na to, s kom želimo tekmovati, ne, in kje želimo biti konkurenčni, na kak način bomo konkurenčno sposobnost slovenskega gospodarstva in napajanje potem na neki točki upamo s kapitalom, ne, ko bo kapitalski trg postal nek relevanten poskus pridobivanja finančnih sredstev v Sloveniji, lahko napajali. Ne, in zdaj lahko se gremo razrednega boja večno in v Sloveniji se gremo razrednega boja, absolutno. Ne? Ali pa končno se začnemo sprejemati kapital kot nekaj, kar seveda lahko napaja gospodarsko rast, da bomo lahko socialno državo vzdrževali. Ne nadgrajevali, vzdrževali. Kitajci nimajo oskrbe za ostarele in njihov javni sistem zdravstva je popolnoma drugačen kot naš. Oni ne bojo izgubili nič. Mi bomo pa izgubili način življenja, kako poznamo danes. Če ne bomo ustvarili več dodane vrednosti. Ne? In zdaj, zame je samo pomembno, koliko se dejansko zdaj davčnega zajema iz naslova dobičkov na kapital, ne? Ustvarja, ne, in koliko se ga bo potencialno, če bomo zajeli večjo maso. In zdaj, ko govorimo o teh ukrepih, je seveda vedno vprašanje, ali zajemajo celovito celotno industrijo, ne, ali so določeni segmenti industrije izvzeti z razlogom, in kar meni manjka najbolj je home bias. Spodbude za naložbe doma. Dajmo Slovenke in Slovenci vlagati v slovenske papirje, državne obveznice Republike Slovenije, ne, v inštrumente slovenskih podjetij in naj bo to razbremeno bolj kot vlaganje drugam. Tega se bomo seveda še... Ne, to je zame ključno sporočilo. Ne. In jaz razumem, da kolegi na Hrvaškem te smeri razmišljajo. Home bias pri teh stvareh je izjemnega pomena. Če že vlagamo v slovenske papirje, ki imajo visoke dividendne donose in dajmo to promovirati. Ne. In mislim, da ni primerno razmišljati, da dejansko uvajamo ureditev, ki je bistveno odstopa od tiste, ki jo bojo uvedli kolegi v Italiji in na Hrvaškem. Jaz mislim, da moramo tu dejansko, če resno iskreno razmišljamo o kapitalski uniji, to vrstne ukrepe poenotiti. In če jih ne moramo med sosedi, kako jih bomo na ravni Evropske unije, potem nehajmo o tem razmišljati. Ja, v Italiji podobni računi, ne, predvidevajo, da je več kot polovico naloženega v domače vrednostne papirje in verjetno predlagate nekaj podobnega tudi tu. Jaz predlagam polno poenotenje režimov v Italiji, Sloveniji in na Hrvaškem. To so 3 sosednje države. Če se mi ne moramo poenotiti, potem pozabimo, da bo kapitalska unija v Evropski uniji kadarkoli zaživela. O tem, kako je na Hrvaškem, bomo malo pozneje. Mogoče samo še en komentar, gospod Brodnjak. Ministrstvo za finance predlaga omejitev višine izplačanih sredstev v prvem letu do 20 000 evrov, nato po 5 000 evrov letno. Absolutna omejitev je 100 000 evrov. Se vam zdijo te predlagane omejitve sprejemljive? Kot rečeno, vsak korak te smeri je več kot dobrodošel. Jaz bi bil pogumnejši in bi šel na više zneske, ampak potem spet trčimo v razredni boj, ne, in ki v Sloveniji pač ni sprejemljiva tema. Jaz bi šel v bistveno višjih zneskov do 250 000 evrov in bi tudi udovoljeval enkratna plačila višja. Ne, in tudi v prvem letu magari. S tem bi res spodbudili takoj realokacijo iz depozitov v bankah v produktivne namene in bi absolutno pa uvedel home bias, da so ti produktivni nameni domači papiri, ne pa da financiramo Američane. Ne.
Matko Marovič, Intercapital, za razliko od italijanskih naložbenih računov, kot sem že rekel, v predlogu naložbene politike za te varčevalne račune ni določen minimalni delež investiranja na domači kapitalski trg, kar je seveda zmotilo tudi gospoda Brodnjaka. Je uvedba tega minimalnega deleža po vašem mnenju nujna, kakšna naj bo in mogoče še kako je s tem na Hrvaškem, ker tudi vi pripravljate podobne račune? Dobar dan svima prvo i hvala na pozivu. Mislim da sam dovoljno dobro razumio Blaža, slovenski trudim se i najbitnije stvari koje je rekao sa moje strane apsolutno mora biti alokacija na domaće tržište. Na koji način će se ona postići? Mislim da sigurno postoji više modela, viđeno je i u stranim zemljama, može se staviti, koliko sam razumio, prijedlog je 100.000 eura, možete staviti do 250.000 eura, ali sve iznad 100.000 eura mora biti na domaćem tržištu. Znači, postoje sigurno modeli da se potakne ulaganje na slovenski market. Jer ja smatram da model koji je ovako predložen, također mislim da je 100.000 eura premalo, jer 5.000 eura za 14 godina nije isto koji 5.000 eura danas. I da će 400 eura mjesečno ili oko 400 eura mjesečno u ovom modelu završi tako da će većina ljudi staviti trajni nalog za kupnju S&P-a i ništa drugo ne raditi i štediti. Na 15 godina vrlo vjerojatno to je jedna od boljih strategija, ali to nije nikako dobro za razvoj domaćeg tržišta. Tako da smatram da mora biti alokacija na neki način predviđena za domaće papire, pogotovo su to snažni dividend yieldovi i ovi računi omogućavaju drastično rasterećenje sa porezne strane. Hrvatska još nije izašla sa finalnim prijedlogom, ali ovo što govorim tu smatram da bi trebalo biti jednako i u Hrvatskoj, znači da bi trebao biti taj home bias i da treba pronaći način koji zadovoljava sve pravne forme da se ostavi značajan dio sredstava na domaćoj burzi. Gospod Ivanc, kot strokovnjak za slovensko gospodarstvo, seveda pogosto poudarjate, kako lahko razvit kapitalski trg pozitivno vpliva na gospodarstvo. Kako bi po vašem mnenju uvedba teh naložbenih varčevalnih računov vplivala na gospodarsko rast in blaginjo Slovencev? Kateri pozitivni učinki bi bili najbolj izraziti? Hvala za vprašanje. Torej, opažam, da pač Slovenija je del srednjeevropske skupine, kjer imamo prebivalstvo pač zelo veliko biasa, prvič na nepremičnine in drugič na depozite. Bolj kot na depozite vidim kot funkcijo da cilja do nakupa naslednje nepremičnine ali pa varčevanje za zdravstvo, vkolikor seveda ne prideš na vrsto v javnem zdravstvu. Tako jaz vidim zadeve, ko se pač pogovarjam z ljudmi iz različnih starostnih skupin. Na drugi strani imamo pa pač podjetja, kjer pa tudi vidim eno žalostno zgodbo. Vidim žalostno zgodbo v tem, podjetja, ki so bila prevzeta, so pogosto bila delistirana, imamo tudi čedalje manj delniških družb, bolj kot ne vse grejo v družbe v omejeno odgovornostjo, mislim, da jih imamo samo še okoli 500, imeli smo jih 1000 10 let nazaj, če se zavedate. Vemo, kakšen je bil način privatizacije in zakaj so sploh delniške družbe nastale, zakaj druge oblike družbe, kar pa vidim strah, pa bojazen, pa žalost, da pa vidim, da je zelo malo novih ponudb delnic, ker bistvo organiziranega trga kapitala je, da dobimo nove vlagatelje potem, ko potrebuje podjetje vpis novih delnic ali pa ne vem, vpis podrejene obveznice, takrat, ko se želi širiti, bodi si želi organsko rasti, bodi si želi kaj prevzemati. In tukaj imamo mi premalo takšnih dobrih primerov, ampak če gremo okoli pa jajcu, jaz tukaj ne bi se zdaj obremenjeval s tem home biasom, da bo mora biti nekaj pomislekov namreč je bil, ko sem se pogovarjal tudi z določenimi finančnimi strokovnjaki, da vkolikor uvedemo home bias, da bomo pa potem imeli, ne vem, zopet, ne vem, zelo visoko rast cen delnic, ki bo išla prek vseh nivojev. Jaz mislim, da je ta skrb odveč. Statično gledano mislim, da so vrednotenja izjemno ugodna na Ljubljanski borzi, skladna sicer s tem, da imamo nizko likvidnost. Morate pa vsi vedeti, da teorija seveda pove, ko povečujemo mi likvidnost na nekem trgu, je nekako logično, da se potem tudi vrednotenja povišajo, hkrati pač podjetja bodo na nek srednji dolgi rok dobila cenejši dostop do virov financiranja, bodi si prek cenejših obrestnih mer na izdane obveznice, mora biti na krajše vrednostne papirje, bodi si pa na kapital. Tako da z tega vidika vidim to kot nek nov inštrument. Mislim, da ne bo game changer. Mislim, da ugodna davčna obravnava je sicer dobra stvar, ampak vseeno menim, da je to nekaj dodatnega, kar bo
povečalo likvidnost tudi na Ljubljanski borzi, res pa podpiram, da imamo home bias, upoštevaje v tem smislu, vkolikor vlagatelj ima recimo vplačila nad 20 tisoč evrov, da se v tistem primeru torej naredi takoj kick-in, da mora v nekem obdobju imeti vsaj 20% alokacije vplačil potem na Ljubljanski borzi oziroma na slovenskem kapitalskem trgu. To mislim, da je vseeno potrebno, kar ti država daje to davčno ugodnost in je nekako logično pričakovati tudi, da potem to koristi našemu gospodarstvu. Ta omejitev 100 tisoč evrov vam je blizu, premalo, preveč? Čisto objektivno pogledajte, tudi jaz sem sodeloval v preteklosti v Strateškem svetu za davke, pogovarjali smo se veliko, vem, kako so bili v preteklosti predlogi MF-ja. Mislim, da je ta znesek relativno visok, celo sem presenečen. Jasno, številni vlagatelji bi si mogoče šli še nekoliko višjega, mislim, da ni nič problematičnega. Tako da je relativno prijetno presenečenje, moram priznati. Je pa res mogoče prvo letno znesek 20 tisoč evrov je malo debatable. Če malo pomislimo na nek medijanskega varčevalca, ki ima danes na depozit 30 tisoč evrov, ali bo on prvo leto res tako izkoristil, pa bodo 20 tisoč evrov v ta produkt, kljub temu, da ima davčno ugodnost po 15 letih za prvo izplačilo brez davka. Jaz mislim, da dvomim in mogoče bi raje predlagal to opcijo, da vkolikor nekdo v prvem letu ne izkoristi 20 tisoč evrov plačila, da ima to možnost v 3 letih. Torej, da recimo v 3. letu lahko plača do 30 tisoč evrov v tem celotnem obdobju. Ker verjetno bo prvo, drugo leto hotel malo testirati, ali zadeva sploh deluje, kako je to v praksi, in se mi zdi, da bi bil to en tak predlog, ki ne bi zdaj bistveno poslabšal slike glede na to, kar imamo sedaj. Če bi povečal privlačnost te oblike med vlagatelji. Bo verjetno tudi trajalo nekaj časa, da se to prime v javnosti, in da se ta skepsa morda odpravi. Marko Bombač. Sam še tako, brez zamere. Tukaj, se pravi, zakon smo mi zelo proučili in sem hvaležen, da smo ga dobili na pogled, ampak tako, tam je en člen vezan na stroške, ki ni opredeljen. Zdaj, tukaj moram vseeno nekaj povedati. Brez zamere, ker malo uzurpiram časa več in to ni del vprašanj, ki jih imam tukaj navedenih, ampak če pogledamo malo kakšne določene finančne produkte na nivoju Evropske unije, PEPP, posod, kjer je hotel regulator fiksirati neke stroške in na koncu vidijo, da zadeva ne zalaufa. Torej tudi finančna industrija, slovenski posredniki, ki bodo izvajali to, morajo pač od tega nekaj imeti, seveda tudi lastno vlagatelji, in vkolikor se ne dopusti, da lahko ponudnik tukaj nekaj zasluži, neko razumen znesek, je seveda nelogično pričakovati, da bo potem zelo veliko zanimanja za izvajanje teh računov. Tako da tukaj jaz mislim, da je pravno, da MF se še malo pogovori z industrijo, kajti tukaj neki fiksni stroški povezani z izvajanjem teh računov ne bodo tako nizki, veste. Namreč vsak člen, ki ga berem, pomeni neko obveznost, konec koncev tudi do izvajalca, tako da samo tukaj mogoče malo moramo imeti v misli, da smo majhen trg in zelo težko lahko pričakujemo, da bo zelo veliko ponudnikov razvilo IT rešitve, vsebinske rešitve, dodelilo 5 zaposlenih, da se bodo s tem ukvarjali, da bo lahko potem produkt resnično dejansko zaživel. Tako da pri tistem členu res moramo dati veliko premisleka, da ne omejimo konec koncev z te stroške na neko nerazumno nizko raven, ker potem bomo samo ustvarili neko črko na papirju, ki pa ne bo nikoli zaživela. Marko Bombač, strategija razvoja trga kapitala v Sloveniji, ki jo je Ministrstvo za finance pripravilo lani, se seveda prizadeva do tistega končnega cilja, da postanemo trg v razvoju. Kako bi, po vašem mnenju, predlagani ukrepi prispevali k doseganju tako želenega cilja? Ja, najprej bi omenil pomembnost tega, da ustvarjamo okolje, ki bo enostavno, stabilno, ugodno in prijazno za vlagatelje. In potem sem prepričan, da bo to samo po sebi avtomatsko pripeljalo do hitrejšega razvoja kapitalskega trga. Zdaj, zakaj je pomemben kapitalski trg, razvit kapitalski trg? Zaradi tega, ker je to koristno za vse. Za gospodarsko rast, za prihranke in blaginjo Slovencev in za pobrane davke. In menim, da ti ukrepi, se pravi redne izdaje ljudskih obveznic, tudi ti individualni naložbeni računi, gredo v tej smeri, tako da jih toplo pozdravljam. Sigurno so tle možne določene prilagoditve, tudi sam menim, glede na to, da Italija recimo ima 70% minimalno omejitev glede italijanskih inštrumentov, finančnih inštrumentov, menim, da bi se lahko tle pri nas pogovarjali o vsaj 20% omejitvi. Potem druga zadeva, tudi ti zneski, jaz bi zagovarjal višje zneske. 100 tisoč evrov danes ni enako kot 100 tisoč evrov čez 20 let. Govorimo o obdobju 20 let, ko bomo lahko napolnili teh
ta znesek 100 tisoč evrov. Je pa to prvi korak. Kaj je potrebno še narediti za recept, kaj bi bilo potrebno še narediti, bi lahko pogledali proti Švedski. Zakaj? Zakaj ravno tja? Zaradi tega, ker so ravno z enostavnim, stabilnim, spodbudnim okoljem dosegli razcvet njihovega kapitalskega trga. V zadnjih 10 letih so imeli na Švedskem več IPO-jev kot na Nizozemskem, v Nemčiji, Franciji in Španiji skupaj. Kako jim je to uspelo? Prva zadeva, ki bi jo izpostavil, so ravno ti INR-ji, ti naložbeni računi, tako da to je pozitivno in to podpiramo. Izpostavil bi pa še dve zadevi, ki so bile pomembne pri njih. Močen pokojninski sistem, ki velik del sredstev nalaga v delniške naložbe, pri čemer je pomembna izpostavljenost lokalnemu trgu, saj na ta način pozitivno vpliva na likvidnost in tudi na vrednotenje tistih delnic. Če so delnice visoko vrednotene, potem bo tudi želelo podjetje izdati IPO na tej borzi. In druga zadeva, ki bi izpostavil, so davčne spodbude malim in srednje velikim podjetjem. Se pravi, tle mislim, da imamo prostor. Želel bi si močnejše pokojninske sisteme in želel bi si spodbude manjšim podjetjem in sicer, da bi jih spodbudili, da bi, ko bi reševali recimo nasledstveno vprašanje, da ne bi tako iskali stratega, ampak da bi razmišljali o IPO-ju na lokalni borzi. Da bi na ta način ostali samostojni, neodvisni, svojo lastno strategijo in da bi prispevali k lokalnemu gospodarstvu. To so vse ukrepi, ki so po mojem mnenju pozitivni glede razvoja kapitalskega trga. Vprašanje pa je bilo glede statusa emerging market. Ko pa govorimo o statusu emerging market, se je pa tle potrebno naliti čistega vina, da brez vsaj malo privatizacije tega žal najverjetneje ne bo. Ja, tukaj ste odprli še širše teme, mogoče zelo primeren sogovornik za to, gospod Brodnjak. Zagotovo bi lahko seveda ti računi vplivali na večjo likvidnost kot borzni član in izdajatelj na Ljubljanski borzi. Kaj menite, da so poleg nezadostne likvidnosti največje ovire za tuje vlagatelje pri vstopu na slovenski kapitalski trg? Likvidnost je absolutno eden od ključnih kriterijev, drug je pa status trga. Pika. Potujem po svetu in mi smo pač frontier market trg in obseg vlagateljev na tem trgu je 1% tistih, ki vlagajo v emerging markets, v trge v razvoju. Se pravi, imaš a priori vnaprej močno omejen nabor tistih, ki jih sploh lahko nagovarjaš s svojo ponudbo. In to je absolutno ključno, zato ves čas govorim že v javnosti, da je potrebno to doseči, ta status čim prej in z besedami ne bo šlo. Najučinkovitejša in najhitrejša pot je, da se na IPO Ljubljanske borze uvrsti eden od infrastrukturnih gigantov slovenskih, ki so v mednarodnem merilu seveda Miki Miške, ampak za nas so pa seveda sistemsko pomembne družbe. In jaz razumem, da seveda v klientelistično vzvodenih upravljalskih strukturah takega interesa ni, ampak uvrstiti na borzo 25% minus ene delnice katerega od infrastrukturnih velikanov ni noben problem. Govorimo o Darsu, govorimo o HSE-ju, govorimo, ko se prečisti Teša in premogovnika, govorimo o Gen energiji, govorimo o sistemskih družbah, ki bi jih Slovenci in Slovenke, prepričan sem, s home biasom pa sploh, z veseljem kupovali. To je hrbtenica naše družbe. Predstavljajo te družbe. In zakaj tega ne naredimo? Tega mi nihče do zdaj ni znal utemeljeno pojasniti. Ker država ne izgubi nobenega vzvoda upravljanja, zadrži 75% in eno delnico in absolutno seveda se pa mora zavezati k dvema stvarema, ki pa nista v interesu nobene, ne vsakokratne oblasti, ampak nobene oblasti. En je absolutna transparentnost, ker moraš četrtletno seveda objavljati bistveno več, in drug so seveda ustrezni kadrovski postopki. Da o čevljih sodijo kopitarji, ne po strankokratskih principih, po Excel tabelcah izbranci in mojih podpornikov. In tu pa v Sloveniji tega preboja nismo naredili. Vprašanje, če kdaj sploh bomo. In v tem trenutku smo sredi zgodovinsko gledano enega najmočnejših razrednih bojev, kar smo jim bili priča. In to se dogaja vsak dan. Razmišljati o enem ukrepu je deplasirano. Sistemsko je potrebno razmišljati o davčnem ustroju. In z velikim občudovanjem spremljam to, kar se dogaja na Hrvaškem v zadnjih 10-20 letih. Zato, ker imajo pokojninske sklade, ki so pobrali vse padce delnic na Ljubljanski borzi v zadnjih 3 letih. Vse so pokupili hrvaški pokojninski skladi.
v vseh slovenskih sistemskih družbah, ki kotirajo na borzi in je vseh brez izjeme država vsaj 25% lastnik, imajo pokojninci hrvaški v povprečju 10% delež. To so bodoči hrvaški upokojenci, to ni kdorkoli, to so fizične osebe. Zasebno upravljani skladi pokojninski na Hrvaškem vlagajo v slovenske delnice. Denar bodočih hrvaških upokojencev. Zakaj mi nimamo tako pomembnega vlagateljskega stebra, kot so pokojninski skladi? Kdo je za to odgovoren? Zakaj se na to temo nič ne zgodi? To je zame samouničevalno, samouničujoče. Vem, zakaj se to dogaja, ker smo mi vrednostno v tem trenutku sredi razrednega boja in je kapital v tej državi nezaželen. In dajmo to odkrito povedati javnosti. Ne se pretvarjati, da mislimo resno o razvoju kapitalskega trga. V tej državi je kapital nezaželen. Pika. Pika. To, kar počnejo Hrvati zadnjih 20 let, je fantastično. Točno to je treba narediti. Razbremeniti delo, uvesti kapital na nepremičnine oziroma davek na nepremičnine, dvigniti DDV, če želite. Najbolj mi je pojasnil sistemsko razmišljanje eden od ključnih ljudi iz enega regulatornega organa na Hrvaškem. Rekel je, glejte, mi smo se odločili, da bomo ljudem dali več denarja v roke. Zato smo razbremenili plače z uvedbo razvojne kapice, s spodbudami za digitalne nomade in tako naprej. Zdaj pa želimo, da investirajo domače papirje, da investirajo sploh na trg, zato smo razbremenili dividende in kapitalske donose. Davek na dividende je 12%, davek na kapitalske donose je 12%, po 2 letih ga ni. Če pa trošijo, bomo pa tam zajeli to, kar smo razbremenili. Imajo višji DDV. Koliko je 1% točka DDV-ja v davčnem zajemu? Dvignimo DDV za 2% točki, razbremenimo delo takoj, nehajmo filozofirati. Pika. 3 tedne smo priteževali, ker bo kava malo dražja, potem se bomo pa nehali o tem pogovarjati. Zakaj nimamo pokojninskih skladov? Pa dajmo kopirati model hrvaški, funkcionira fantastično. Zakaj nimamo? Zakaj nismo lastniki svojega lastnega premoženja, lastne usode? Kdo nam je kriv? Se običujem, jaz sem malo bolj energičen človek, ker to zdaj bo izpadlo agresivno, pa ni agresivno. Jaz sem domoljub. To, kar počnemo s svojo državo, je samo uničujoče. In nehajmo sanjati o Nemčiji, pa se primerjati z Nemčijo. Slovenija je bila ob vstopu v Evropsko unijo leta 2004 absolutni prednosti 30% točk v povprečju, primerjalno gledano z ostalimi, ki so vstopali takrat v Evropsko unijo. Poglejmo, kje je danes Poljska po pariteti kupne moči po bruto družbenem proizvodu na prebivalca. Kje je bila Slovenija leta 2004 in kje je bila ob prevzemu evra 2007. Kje je danes Slovenija? Mi smo relativna zgodba o neuspehu. Ker smo imeli konkurenčno prednost neprimerljivo. In skrajni čas je, ker bomo posledice odpravili 20 let, da sprejmemo sistemsko razmišljujoče, pogojene davčne ukrepe. Hvala lepa, zelo kritično, ko ste ravno omenjali, NLB, hrvaški skladi, več kot 10%, Slovenci pa koliko, brez države, 3-4%? Ja. Gospod Matko Maravič, Interkapital deluje na številnih trgih. Kako ocenjujete, da se Slovenija, naprimer v primerjavi z Romunijo in Hrvaško, loteva podobnih izzivov in kateri pristopi iz tujine bi bili po vašem smiselni, da se implementirajo tudi v Sloveniji? Pa dosta je na to pitanje Blaž odgovorio u svom prethodnom izlaganju. Kao prvo, ja ne bi stavljao osobno Hrvatsku, Sloveniju, Rumunjsku trenutno u isti status razvoja. Rumunjska je napravila najveći iskorak naprijed i taj iskorak je najviše došao iz njihove strukture fondul proprietà, koja je zapravo bila djelomična privatizacija velikih strateških firmi koje su stavljene na burzu, stavljeni su manjinski paketi i to je bio poticaj da dođu i strani institucionalni investitori, da se domaći retail uključi u burzu i sada su 5, 6, 7 puta likvidniji od Hrvatske i od Slovenije i sve veće banke, svi veći research analisti, svi idu prema Rumunjskoj, a ne dolaze ovdje. Da, oni su pred statusom emerging marketa ili već jesu emerging market, ovisno o klasifikaciji i to je roadmap. Mi smo također, ja bih rekao, u Hrvatskoj zagovarali, ne trebamo smišljati nešto revolucionarno novo. Pogledajte šta uspijeva, šta se može napraviti, šta je napravila u tom smislu Rumunjska i to je dovelo do razvoja tržišta. Ono što je bitno, emerging market je
fantastičan cilj, ali koraka do tamo je jako, jako puno. I vezani su, jedan, ja mislim investicijski računi su dobri jer će vratiti retail, ali ga mora vratiti na domaće tržište. Ako dođe retail, onda će doći institucionalni investitori, jer ono što mi sada vidimo je da sve više firmi, čak u Hrvatskoj i Sloveniji, zatvara svoje investicijske fondove koji ulažu u regiju i sav kapital ide prema van. To se treba okrenuti. Investicijski računi su prva tema. Ja ne znam dovoljno do Sloveniji, ali mirovinski fondovi definitivno, jer to je nevjerovatno snažan impuls bio i održao u nekim vremenima cijelo hrvatsko tržište. Tako da institucionalni investitori, retail i privatizacija apsolutno je jedini put do emerging marketa. To se ne može dogoditi u 1 godini ili 2 godine, ali svi moraju biti iza toga. Prav je, da se malo lotimo še davkov, torej ena izmed ovir za večji razvoj Ljubljanske borze so seveda tudi visoki davki na kapitalske dobičke in ravno ti individualni naložbeni računi prinašajo določene davčne olajšave. Gospod Ivanc, sredstva do izplačila ne bodo obdavčena, smo slišali, niti dividende, niti morebitne obresti od obveznic. In če vlagatelj sredstva izplača pred 15 leti, bo obdavčitev dobička 15%, po 15 letih pa vsaj prvo izplačilo ne bo obdavčeno. Kakšno je vaše mnenje? Tu je zagotovo veliko enih idej, kako se tega lotiti. Ja, tudi veliko sem sam razmišljal o tej davčni stimulaciji. Torej, a bo to res mogoče tisti ključen trigger, ki bo marsikoga prispeval k temu, no, da bo nekdo nekaj, kar je zdaj delal na način, torej, ko je imel neko svojo varčevalno strukturo, bo pač opravljal zdaj drugače prek te sheme. Zdaj, se pravim, glavni zadržek tukaj, ki ga jaz vidim, je tudi z tega sistemskega vidika. Vse ste, gospa Prah, vi lepo povedala. Če nekdo torej hoče optimizirati svoj davčni status, pa ima recimo tudi zelo veliko doseženega dobička, bo zelo verjetno želel enkratno izplačilo in te potem lahko imamo, ne vem, 15, 16, 17 let po tej uvedbi zelo veliko izplačila, ne? Verjetno je pa vseeno želja, da bi to ostalo, ne? Torej, sprašujem se tudi v tem primeru, če nekdo izplača ven, ne? Ali je lahko potem ponovno vplača notri določene dodatne zneske, kako se bo to štelo, ne? Kajti tukaj verjetno želimo vzgajati en del, kako bi rekel, prebivalstva k temu, da ostane na kapitalskem trgu. Tako da z tega vidika, se pravim, je to zelo me spominja, veste, na tisto shemo varčevanja za nepremičnine, ki smo jo v preteklosti poznali, ne, ki je potem takrat povzročila neke sistemske sunke, in če hkrati res uvajamo malo home biasa, ki jaz mislim, da je prav, da ga ne bi želel, no, da bi potem to rezultiralo v hitri likvidaciji portfelja in pa potem pritisku na domač trg nepremičnin. Kajti to je specifičen trg, veste, kad cene enkrat grejo gor, potem dolgo časa ne padajo in imamo potem velik problem s potrošnjo, ker vidimo, da zdaj glavni lep primer spet Kitajske, ne. Tako da, če se nabijajo cene nepremičnin previsoko, verjemite mi, da ni v interesu skoraj nikogar, no. Tako da z tega vidika imam tukaj malo zadržek, no, bi si vseeno želel, da bi poskušali tukaj nasloviti tudi to, no, da ne bi stimulirali res te likvidacije potem v popolnosti in ki bi potem zasule sam trg nepremičnin. Če malo razmišljam naprej, ne, ker vseeno se mi zdi, da je prav, tako nekaj sprejmemo, da razmišljamo tudi, kaj bo pač čez 15 let. Ne. Mogoče še nekaj o stroških. Bo slovenska finančna industrija znala ponuditi nižje stroške, tako kot pri ljudskih obveznicah, da bodo lahko tudi mali vlagatelji to smatrali za neko ugodno naložbo, da ne bodo preveč gledali samo na stroške, sploh če bodo zneski vložkov v posamezne delnice manjši. Če bi, na primer, kdo kupil samo za 1000 evrov kakšnih delnic, se morda niti ne bo splačalo, če bo, ko bo preračunal vse, ne? Odlično vprašanje, tudi o tem sem kar veliko razmišljal. Če jaz razumem 7. člen tega konkretnega predloga zakonov, mislim, da ne vključuje konkretno tudi naložb v vzajemne sklade, ki imajo pravico trženja v Republiki Sloveniji, in kot ste omenili, ravno za takšne vlagatelje pa je morda takšna naložba najbolj ustrezna, ker mu nudi neko disperzijo premoženja in ne vidim razloga, zakaj konkretno ne bi kdo od ponudnikov teh računov omogočil tudi nakupa vzajemnih skladov prek te davčne strukture. Tako da to se mi zdi skoraj škoda, da te možnosti ni in bi želel, recimo, da se ti člen nekoliko korigira, ne.
Tako da z tega vidika bi mogoče še to dodal tukaj, no, da bi bilo potrebno še korigirati. No. Drugače pa, če malo pomislim, no, na glas, veste, recimo tukaj imamo možnost tudi ETF-a. Verjetno ne bo konkretno pripravljalec zakonodaje gledal, kaj konkretno je underlying ETF-a. ETF je, kot veste, lahko tudi Bitcoin ETF-a. Tako da tukaj lahko zadeve zapeljajo se v različne načine. No. Vseeno se mi pa zdi, da če noter vključimo še ozemne sklade, da je to dosti manj problematično, kot pa mora biti celo nek zelo, zelo tvegan ETF, ki je mogoče, poglejte, zelo slabo likviden in posledično sami veste, da niso samo stroški te oblike tisti, ki so na koncu pomenili, na koncu tudi bid-ask spread in še marsikaj drugega. Ne. Tako da tukaj bi jaz rekel, no, da je prav, no, da damo še to opcijo zraven. No. Marko Bombač, ker omejitev naložb na domači kapitalski trg ni predvidena, ne? Ali obstaja tveganje, torej, da bodo res vlagatelji sredstva vlagali le v tuje trge, morda kupovali neke ETF-e na bitcoine? Kako bi se lahko s tem izzivom soočili? Ja, pa sej o tem je bilo že kar precej govora, no, tekom samega panela. Ne. Tle mislim, da je homogeno mnenje, da pač neke lokalne omejitve morajo biti. Ne, prej sem omenil 70% omejitve v Italiji. Ne vem, zakaj se ne bi že v štartu pogovarjali vsaj 20% omejitvi. Ne. Tle je kolega Ivanci iz gospodarstva recimo omenil, ne, tudi, recimo, da obstajajo tudi slabe, rizične, tvegane naložbe. Slovenske delnice pač imajo visoko dividendno donosnost, so solidno dobro vrednotene. Tako da sigurno pač na nek način to manjše tveganje kot nek ETF, ki nalaga v Bitcoin. Ne. Recimo tole. Potem pa druga zadeva, no, ki se mi zdi pomembna, ne, tlele govorimo o razvoju slovenskega kapitalskega trga. Če je to cilj, potem je jasno, kam moramo nalagati. Nalagati moramo v slovenske naložbe. Narediti okolje, ki bo prijazno, spodbudno za vlagatelje. Ne samo borza, tudi mala, srednje, velika podjetja. Se pravi, ki šele prihajajo do tistih vprašanj, nasledstvenih vprašanj. Tudi tle je potrebno urediti področje, da bodo imele spodbude, da bodo stimulirana za to, da se odločajo za IPO-je na lokalni borzi. Gospa Nikolina Prah, zdaj ste slišali kar nekaj mnenj strokovnjakov z različnih področij. Kako pomembno je za vas to sodelovanje z industrijo pri iskanju najboljših rešitev, preden dobimo res zakon? Ja, hvala. Sem prav čakala, kdaj bom prišla zdaj na vrsto. Res hvala za tole debato. Sicer je bilo odprtih zelo veliko enih tem. Jaz sem si probala saj neke okvirne zapisati, da ne pozabim. Zdaj najprej s tole alokacijo na domači trg. Moje mnenje ste slišali že v uvodni predstavitvi. Tega bom zagovarjala tudi naprej v internih debatah oziroma debatah na naših delovnih, strokovnih skupinah. Zdi se mi to seveda, glede na to, da želimo naš trg spraviti v status razvijajočega trga, je brez vlaganj v naš trg, je potem vse skupaj lahko brez veze. Tako da bomo debatirali še v tej smeri in najdli tudi rešitev, ki bo skladna z EU pravom in poskušali vključiti noter tudi neko obvezno alokacijo v določeni višini. Slišala sem tudi to, da oziroma iz vaših pogovorov sem razumela, da je tudi zneski, ki so trenutno predstavljeni kot najvišji znesek, bodi si na letni ravni, bodi si v celoti, da so nekoliko nizki, oziroma ali pa ravno pravšnji, no, gospod Ivanc je tudi tako omenil. V tem delu smo dobili, kot sem omenjala že prej, kar nekaj pripomb, tako da bomo razmislili tudi o spreminjanju višine, tako da bi res dosegli čim širši krog oseb, ki bi se jim ta račun zdel privlačen in vreden za odprtje. Veliko je bilo govora tudi o stroških. Ja, v zakonu je nastavek, da bi te stroški bili, bom rekla, ponudnikov omejeni. Tukaj se zavedamo seveda ustavnih pravnih omejitev, svobodna gospodarska pobuda, vemo tudi, kdaj se lahko ta omeji, če je nek javni interes. Vsekakor je bila ta izkušnja z državnimi obveznicami zelo dobra. Torej, ponudniki so bistveno znižali stroške za ta račun in to je tudi prepričalo vlagatelje, da so v večji meri tudi te račune potem odpirali. Mislim, da jih je bilo skoraj 6 000 na novo odprtih, kar je bil takrat pri državni obveznici precej za nas velik dosežek.
Seveda se bomo, če bomo omejevali stroške, to dogovorili z predstavniki oziroma s ponudniki. Ne bomo to samovoljno neki pavšalno določali višino. Želimo pa si, da je to taka, da je vseeno višina taka, da je zanimiva za vlagatelje, a ne? Da ne bo to tisti razlog, zaradi katerega bo pa vlagatelje odvrnilo od tega, da tak račun odpre. Tudi zelo zanimiva je bila tudi predlog, da bi prva leta mogoče ne samo prvo leto, ampak recimo dali celo 3 leta nekoliko višji znesek, tako da bomo tudi to z vidika sistema zakona še preučili. Privatizacija. Ja, to je vedno taka aktualna tema, ki buri duhove in so različna stališča, odvisno verjetno tudi na katerem položaju v tistem trenutku si. Zdaj, jaz sem tukaj kot predstavnik Ministrstva za finance, lahko povem, da v preteklosti, ko so se to vrstne pobude pojavljale, je bila največja ovira, ki smo jo videli, da če bi dali ti večje, bomo rekla, infrastrukturno eno družbo, ne bi bilo to zadostno za doseganje razvijajočega trga, če bi bila zgolj ena taka. Problem dodaten pri tovrstnih družbah, ki so v 100% lasti, pa je, da so določena pogodbena razmerja vezana prav na to, da so v 100% lasti države. In če se to podre, so lahko posledične takšne in drugačne in zato se verjetno politika težko odloča za uvrščanje tovrstnih družb na borzo. Je pa po strategiji upravljanja kapitalskih naložb pravilo, da če se država prodaja svoje premoženje in če je to seveda možno, da se ga prodaja preko organiziranega trga. To je pa neko vodilo, ki se mora država v vsakem primeru držati. Veliko govora je bilo tudi o naših pokojninskih skladih in tukaj se pa absolutno strinjam in spoštujem kolege Hrvate na področju vlaganj v pokojninskih skladov v regiji, torej tudi v Sloveniji. Oni imajo to komparativno prednost, da so že pred 15 in več leti zakonili obvezni drugi steber, torej vsi delavci v delovnem razmerju morajo plačevati v ta steber. Trenutno smo v fazi pokojninske reforme, del tega je tudi Ministrstvo za finance. Med izhodišči našimi, ki smo jih dali in se tudi debatirajo s socialnimi partnerji, je tudi morebitna samodejna vključitev delavcev v ta drugi steber, sicer z opt-out možnostjo, ki bi lahko spodbudila oziroma šla po tem cilju naproti, ki je očitno nam skupen. Imam pa jaz tukaj tudi eno pripombo oziroma opazko. Tudi naši skladi z obstoječim sredstvi, ki jih imajo v upravljanju, če se pogleda njihovo naložbeno politiko, je večino sredstev vložena v tujino, celo bi lahko rekli celo v Ameriko, niti ne v Evropo. Hočem samo povedati, da mogoče že v obstoječem sistemu bi lahko pokojninski skladi našli načine, kako več vlagati v Slovenijo. Oziroma zakaj recimo hrvaški pokojninski sklad prepozna neko naložbo v Sloveniji za dobro in vredno nakupa, zakaj pa slovenski ne. Vem, da so določene omejitve, ki so tudi zakonske oziroma podzakonske narave, ampak vseeno tukaj bi lahko bil tudi bom rekla, mindset tudi upravljavcev pokojninskih skladov mogoče malo drugačen. Ko smo delali izhodišče za pokojninsko reformo za drugi steber, smo predlagali tudi različne spremembe naložbene politike. Te predloge smo dobili spet strani industrije, torej upravljavcev, tako da smo jim poskušali iti naproti in nekoliko razrahljati njihovo naložbeno politiko, ki bi jim lahko omogočala še več vlaganja za doseganje višjih donosov po eni strani, po drugi strani pa mogoče tudi, da bi bilo več sredstev možno vložiti na slovenski trg. Tudi v luči tega razbremenitve dela, o kateri je bilo prej govora, seveda taka samodejna vključitev bi bila smiselna zgolj v primeru, če se delo razbremeni, ne da se dodaja samo še neke nove obveznosti, ker to potem ne bo niti sprejeto pozitivno strani zaposlenih. Zdaj, ne vem, če sem odgovorila čisto, vzajemni skladi še to. Tudi znotraj delovne skupine smo dobili pobudo, da se nam med te finančne inštrumente, s katerimi se lahko trguje na tem računu, da se vključi tudi vzajemne sklade. Bomo to še enkrat proučili, seveda nismo naklonjeni tej ideji, imeli smo neke svoje razloge, zakaj trenutno vzajemni skladi niso v predlogu zakona, ampak kot sem rekla, bo to še predmet pogovorov, tako da tudi ta predlog je seveda vzet na znanje in bo proučen. In upam, da sem uspela odgovoriti na
na večino vaših vprašanj, če pa ne, pa jaz lahko še govorim. Mogoče samo še to, kdaj bi lahko prvi Slovenci začeli varčevati v teh individualnih naložbenih računih, kakšna je časovnica predvidena? Ja, tako je. To je pa v bistvu pomemben podatek, ki ga očitno do zdaj nisem povedala. Torej, zdaj bo šel zakon v naslednjih dneh v javno obravnavo in bo predvidoma 30 dni v javni obravnavi. Potem bomo preučili prejete pripombe. Nekje v začetku leta se pričakuje, da bi zakon dejansko bil sprejet na vladi in začel svojo zakonodajno pot. Zakon bo sicer začel veljati po 15 dneh od objave, ampak uporaba bo pa nekako neko prehodno obdobje 9 mesecev. To bo tisto obdobje, ko se bodo ponudniki in FURS morali nekako prilagoditi na ta nov sistem, vzpostaviti vse mehanizme za to, da bo potem lahko dejansko vlagatelj prišel in odprl račun. Tako da zdaj, da ne bom tako eksaktna, no, ampak ne vem, verjetno šele v letu 2026 ali pa konec 2025, ampak takšna je nekako predvidena časovnica. Če bi pa seveda dobili pripombe, da je pa 9 mesecev predolgo in da bo to lahko industrija in FURS vzpostavilo v 3 mesecih, je pa seveda tudi to lahko predmet debat in pogovorov. Ja. Hvala lepa. Gospod Ivanc, še kakšna pripomba na tole? Veliko ste pisali, se mi zdi, da imate še kaj dodati. Jaz sem si vpisal res, ker so zanimiva razmišljanja in tudi vesel sem, da je gospa Prah dejansko naslovila skoraj vse naše pripombe, sem ji za to zelo hvaležen. Moram res reči, da je bilo veliko dela vloženega v ta zakon, to vam priznavam, ampak res vam povem, da po mojem, kljub temu vsem najboljšim namenom, bo to nekaj dodatnega, ki bo na našem trgu, ne bo pa res nek game changer. Ker, kot smo rekli, the big elephant in the room, če ga vidite, kje je dejansko pokojninska reforma oziroma kako dejansko kapitalski naložbeni steber okrepiti, ali je to drugi ali tretji steber. In tukaj bom jaz kar iskreno povedal, mi imamo nekoliko zadržke na GZS-ju glede opt-out opcije pri drugem stebru. Mi vemo, da številna podjetja imajo že drugi steber, številna pa pač žal niso temu naklonjena, bodi si, da imajo bolj volativen cikel, bodi si v bistvu menijo, da zaposleni mogoče ne vidijo to kot neko beneficijo, pač imajo to pravico glede tega razmisleka. Tukaj pa je v bistvu nek nastavek na to, da bi lahko bila to neka potencialna obremenitev. Podprli bi to zadevo predvsem v tem primeru, če bi bili pripravljeni tudi seveda prispevke na prvi steber znižati. Ker moramo vedeti, zakaj dejansko Hrvaška to ima, zakaj ima Združeno kraljestvo zelo močan drugi steber. Ja, predvsem zaradi tega, ker imajo na prvem stebru dosti nižje prispevne stopnje. Pričakovati v Sloveniji pri tej obdavčitvi dela, veste, da imamo iste prispevne stopnje, upoštevaje, da je prispevek za dolgotrajno oskrbo, da bo uveden za 1. julijem naslednje leto v 2 odstotnih točkah od bruto plače na bruto plače, je pa zelo verjetno neko dodatno breme in skoraj iluzija, da bi bilo to implementirano. Ja, državna sekretarka je torej predstavila vse te ukrepe, slišali smo različna mnenja. Gospod Marko Bomber, za konec mogoče, kako bi na kratko povzeli ključne ugotovitve današnje razprave. Ja, tukaj nas je 5 strokovnjakov iz različnih področij in vsi na nek način ta ukrep podpiramo. Tako da 5 kupcev že je tukaj, oziroma 4, ker Matko najverjetneje ne more. Ne? Ok, ja, 4 kupce že imate. Meni se zdi pomemben ukrep. Zakaj? Zaradi tega, ker tudi če pogledamo, retail vlagatelji so pomembni. Tudi če pogledamo COVID krizo, kdo je kupoval slovenske delnice, v pomembni meri tudi retail vlagatelji. Ta segment je potrebno spodbuditi. Tle smo slišali že kar nekaj predlogov, tako da nekatere predloge že imate. Če bi jih povzel, prvi, ki bi ga izpostavil, je omejitev naložb minimalna omejitev v lokalne delnice. Dajmo se začeti pogovarjati vsaj v recimo 20%. Drugi ukrep, ki je bil izpostavljen, so višji zneski. 100.000 evrov danes ni enako kot 100.000 evrov čez 20 let. Vključiti vzajemne sklade, level playing field. Nekaj debate bo potrebno še tudi na področju stroškov in tudi na področju davkov, da ne bomo dosegli po 15 letih ravno kontraefekta. To je prvi korak. Spodbudno je tudi tele izdaje ljudskih obveznic, dajmo to narediti redno prakso. Ostali ukrepi, ki so bili pa omenjeni, prva zadeva, moramo postati bolj prijazni do kapitala, močnejši pokojninski skladi, privatizacija, vsaj v manjši meri,
spodbude, da tudi mala podjetja, da se dejansko, ko se odločajo o nasledstvenem vprašanju, da razmišljajo o lokalni borzi. Hvala. Še gospod Brodnjak, lepo prosim za en kratek povzetek. Morda tudi v luči tega dolgoročnega varčevanja, slišali smo, da bodo lahko tudi mladi, seveda otroci, zakonitim zastopnikom lahko vlagali v te račune. Kakšna je torej vaša sklepna misel, gospod Brodnjak? Ne, še enkrat, vsi ukrepi, ki kakorkoli pozitivno vplivajo na interes za vlaganje na kapitalskem trgu, so več kot dobrodošli in se zahvaljujem ministrstvu, da je predlagalo to, kar mora biti lahko skalibriramo. Je pa tu se pridružujem gospodu Ivancu, da enostavno pa to seveda ni dovolj za celovit razvoj kapitalskega trga. In jaz bi tu še enkrat se opravičujem vsem za energičnost, ampak sem res iskren domoljub in mi bi lahko bili raketa, pa nismo. Je pa treba celovito nasloviti te stvari in zdaj, če je vedno vprašanje, kdaj je volilno leto, pa kdaj je povolilno leto, pa kakva bo koalicija, potem pač tega ne bomo nikoli rešili. Dejansko je treba dati na mizo celovit družbeni dialog, razbremeniti delo, obremeniti neke vrste premoženja, tudi potrošnjo. Jaz pač jemljem hrvaški model kot mušter. Vse tam ni dosti slabša storitev v zdravstvenem sistemu, pa ni dosti slabša, ne vem kaj tam, mogoče so pokojnine nekoliko nižje, ampak vam napovedujem, da s tem režimom, kot ga imajo na Hrvaškem, bo tam povprečna neto plača v 3 letih ujela slovensko. Srbija nas bo ujela v 8, to so moje napovedi, dajmo se vprašati čez 3 in 8 let, kje smo. Skrajni trenutek je, da Slovenija fundamentalno poseže v trenutno davčno ureditev. Sicer bomo imeli izgubljenih 20 let. Podpišem to izjavo in se čez 20 let vidimo. Najlepša hvala vsem udeležencem okrogle mize, hvala lepa gospe Nikolini Prah z Ministrstva za finance in seveda si želimo, da boste upoštevali vsa ta mnenja, pa da Slovenci čim prej dobimo te individualne naložbene račune. Hvala lepa. Ja, spoštovani gostje, zdaj pa je že čas za vrhunec današnjega dogodka. Začenja se namreč podelitev nagrad za izjemne dosežke družb na Ljubljanski borzi v 5 kategorijah. Nagrade bomo podelili za delnico leta prve kotacije, delnico leta standardne kotacije, delnico leta trga SeaEnter, pa nagrado za člana leta 2024 in nagrado za najboljše odnose z vlagatelji. Nagrade bo podelil predsednik uprave Ljubljanske borze Marko Bomač. Spoštovani gostje, dobrodošli na letošnji podelitvi nagrad, ki jo prirejamo zdaj že 7. leto zapored. Veseli nas, da so bili rezultati v povprečju dobri in da so bile razlike v nekaterih kategorijah res minimalne. Čeprav bi si želeli torto razdeliti na desetine koščkov, da bi lahko nagradili vse odlične rezultate, pa imamo na voljo 5 velikih kosov, 5 nagrad. Začnimo s prvo, in sicer nagrada za delnico leta trga SeaEnter. Tlele, ko smo sam izbor dejansko upošteva med drugim kategorije, kot so promet, rast prometa in tudi število trgovanih dni. Nagrado je prejelo podjetje, ki je poznano po proizvodnji, poznano po proizvodnji industrijskih tehnologij, industrijskih izdelkov. Lani so jo prizadele poplave, a kljub temu so dejansko poslovali uspešno. Poglejmo si, kdo je prejemnik te nagrade.
čestitamo za nagrado proizvajalcev baterij podjetju TAP. Ker predstavnikov danes ni z nami, gremo kar na naslednjo nagrado, in sicer nagrado za člana leta 2024. Nagrada se podeljuje članu, ki v letošnjem letu izstopa po prometu in izstopa tudi na področjih, kot so vzdrževanje likvidnosti in tudi analize, število analiz, s katerimi pokriva slovenske izdajatelje. Prejemnik nagrade je Intercapital. Iskrene čestitke in prosim, če se mi predstavnik pridruži. Lep pozdrav svem, tako v mojem imenu, kot tudi v imenu celotnoga Intercapitala. Najprej bi se rad zahvalil za to dragoceno nagrado. Če se izrazim v športnem žargonu, pogosto slišimo, da je naslov težje braniti kot osvojiti prvega. No nam gre zaenkrat odlično. Že 6. zapored smo prejeli nagrado za člana leta. Očitno delamo nekaj prav, kar nas zelo veseli. In veste, kdo še dosega odlične rezultate na svetovnem prizorišču? To je SBI Top. Letos je le nekaj svetovnih indeksov doseglo boljši letni donos. Vsi se zavedamo, da pretekle donosnosti ne zagotavljajo prihodnjih, a lanska 20% in letošnja več kot 30% donosnost sta res vredni pozornosti in ju lahko s ponosom izpostavimo. Pomanjkanje likvidnosti je še vedno prisotno in ga moramo izpostaviti kot enega od ključnih izzivov. Kaj storiti, da se stanje spremeni? Nedvomno potrebujemo nove, zanimive in velike emisije na borzi. Trenutno pa lahko o tem le sanjamo. Kaj nam še manjka? To su vlagatelji. Kako jih spodbuditi k naložbam na Ljubljanski borzi? Veliko se govori o vlogi države pri tem in menim, da bi bilo možno oblikovati posebne investicijske račune za dosego tega cilja. Ne smemo izgubljati časa z obujanjem spominov na borzne čase pred 15 leti. Časi so se spremenili, zato moramo tudi mi, kot posamezniki in cela industrija, prilagoditi svojo strategijo. Na koncu bi rad čestital vsem nominiranim in nagrajenim podjetjem ter vsem zaželil prijetne praznike. Hvala lepo. Hvala še enkrat in čestitke tudi za govor in za trud v slovenščini. Naslednjo nagrado, ki jo bomo podelili, je nagrada za najboljšo delnico leta standardne kotacije. Gre za podjetje, ki deluje na področju zdravil in medicinskih pripomočkov. V zadnjih 5 letih so zelo razveselili svoje vlagatelje, tečaj delnice je porasel za približno 200%. Poglejmo si, katero je to podjetje. Our success story has been going on for over 50 years. As a single point of contact for our partners, we take care of all the activities needed for pharmaceutical products and medicinal devices to successfully enter and grow on the Central and Eastern European markets. Salus parent company has been publicly listed at Ljubljana Stock Exchange for over 30 years. We included into the main Slovenian stock index SBI Top, with a strong financial position and a continuous stock price growth. Over the years, we established and acquired new companies to strengthen our presence in Central and Eastern Europe. The main purpose was to initiate and develop strong commercial partnerships with our pharma and biotech partners. We offer a complete range of high-quality, value-added services, from market access, medical activities, marketing, sales of pharmaceutical products and medical devices,
regulatory and pharmacovigilance services to distribution and warehousing. Iskrene čestitke podjetju Salus. Lepo prosim, predstavnika, če se mi pridruži na odru. Dober dan. V imenu družbe Salus in v imenu obeh članov uprave, ki sta vas pozdravila s posnetka, se zahvaljujemo za to nagrado. Nagrada je definitivno izraz uspešnega dela naše ekipe, podpore naših partnerjev in pa zaupanja delničarjev, zato se vam vsem iskreno zahvaljujemo. Naslednja nagrada, ki jo podeljujemo, je nagrada za najboljše odnose z vlagatelji. Tukaj gledamo kategorije, kot so pravočasna objava, udeležba na dogodkih, objava trajnostnega poročila in tudi rezultate anketnih vprašalnikov, ki jih izpolnjujejo ključni deležniki kapitalskega trga. Podjetje, ki je dobilo nagrado, je Aristokrat, ki ga že 70 let povezujemo z zdravjem. Poglejmo, kdo je dobitnik nagrade. Življenje. Kako nepredvidljivo je lahko. Zato je dobro imeti ob sebi ljudi, na katere se lahko vedno zaneseš. V Krki smo tukaj za vas. V skrbi za zdravje zagotavljamo varne in učinkovite farmacevtske izdelke vrhunske kakovosti. Smo vaš zanesljivi partner in smo eden vodilnih proizvajalcev generičnih zdravil na svetu. Do boljšega zdravja vam pomagamo s preizkušenimi zdravili na recept in izdelki brez recepta. Samostojno obvladujemo celoten razvojno-proizvodni proces, od zdravilnih učinkovin do končnih izdelkov. S tem zagotavljamo celovit nadzor kakovosti. Z lastno distribucijsko in marketinško prodajno mrežo zdravila bolnikom po vsem svetu dobavljamo hitro in zanesljivo, ter jim tako pomagamo živeti zdravo življenje. Iskrene čestitke Krki. Lepo pozdravljeni. Zelo veseli in ponosni smo, da smo v Krki letos ponovno, tokrat že 5. prejeli nagrado za najboljše odnose z vlagatelji. Iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali pri izboru. Krkina delnica je pogosto neka vstopna točka, tako za domače kot tuje vlagatelje na Ljubljansko borzo. Zato se pri tem zavedamo odgovornosti, da skrbimo za transparentno in enakomerno obveščanje investicijske javnosti o vseh pomembnih poslovnih dogodkih in seveda o vseh tekočih rezultatih poslovanja. Prejeta nagrada pomeni, da so bila naša prizadevanja za korektno vez, za korektno in strokovno sodelovanje s preko 47.000 delničarji, vlagatelji in analitiki prepoznana. Hvala tudi Ljubljanski borzi, ki s to kategorijo skrbi za ohranjanje neke zdrave konkurence med vsemi izdajatelji in seveda za vzdrževanje visokega nivoja dobre poslovne prakse na tem področju. Hvala. In smo že pri zadnji nagradi letošnje podelitve, pri delnici leta, prve kotacije. Gre za delnico, ki v letošnjem letu izstopa tako po rasti tečaja, kot tudi po rasti prometa. Delnica je svoje vlagatelje v letošnjem letu, če upoštevamo dividende, nagradila z več kot 60% donosnostjo.
Ko pa govorimo o prometu, če je bilo na mesečni ravni lani septembra pa oktobra, če je promet znašal nekje dobre 4 milijone evrov, govorimo zdaj že o skoraj 15 milijonih evrov prometa na mesečni ravni. Gre tudi za edino delnico, ki kotira tudi na londonski borzi. In kar nas v ljubljanski borzi še posebej veseli, je, da bo morda drugo polletje, prvo polletje nasploh, ko bo promet na ljubljanski borzi morda presegel promet na londonski borzi. Kdo je prejemnik nagrade? Poglejmo si. Tukaj smo del nečesa večjega. Tukaj so naše korenine in tukaj gradimo trajnostno prihodnost, osredotočeni na uspeh svojih sodelavcev, strank in celotne regije. Skrbimo, da gospodarstvo iz dneva v dan teče nemoteno in zagotavljamo finančno stabilnost, ter vam kot zaupanja vredni svetovalci pomagamo premagovati izzive. Znanje cenimo kot najvrednejšo valuto, vezi med nami pa kot največje gonilo napredka. Tukaj spodbujamo trdoživost, saj v izzivih vidimo svoje priložnosti in negujemo ustvarjalnost, saj ta spodbuja inovacije. Navdihujemo posameznike, saj se spremembe vedno začnejo pri enem samem človeku. Tukaj se naša srca počutijo najbolj domače. Tukaj rastemo skupaj. Iskrene čestitke podjetju NLB. Najlepša hvala za zaupanje. To seveda gre vlagateljem, ljubljanski borzi, londonski borzi. Včeraj je bil promet 4 milijona evrov, mimogrede, nekaj čez 4 milijona evrov kombinirana likvidnost. NLB v bistvu na ta način predstavlja nek približek makro regije. In to govorim investitorje ves čas. Če želite vlagati v neke nova področja, recimo jugovzhodne Evrope, kjer do zdaj niste bili investirani, vas lahko banka, ki je v bistvu sistemsko pomembna v 6 državah in posluje s who of corporate in z statistično značilnim vzorcem gospodinstv, predstavlja res res najbolj primeren približek dejanskih makroekonomskih razmer v tej regiji. Prizadevali si bomo še naprej to zaupanje upravičevati, slepo verjamemo v svojo domovino in v to regijo in bomo zato vedno glasni in energični, ko bo šlo za njen razvoj. Hvala lepa. Ja, hvala lepa, gospod Bronak, in res enkrat čestitke vsem dobitnikom nagrad, vsem nagrajencem in hvala tudi vsem obiskovalcem današnjega dogodka. Ob koncu bi prosil še vse nagrajence, da kar pridete na oder za skupinsko fotografiranje, tako da kar pokažite nagrade čim bolj ponosno in upam na še eno leto donosno na Ljubljanski borzi. Hvala vsem, vabljeni tudi, da ostanete pozneje z nami na pogostitvi v preddverju Unionske dvorane. Lep dan vsem!